Si ga skoraj ujel za 2 sekunde. Ne, prav je bilo. Ne, tako je rekel. Koliko je bilo? Tako, ko gre dol, gre seveda. To smo zvadili, se to je jasno. Se ne boš. To smo trenirali. Ne, nismo, ampak je šlo pa kar iz prve. Mislim, če hočeš poslušati, koliko smo trenirali, morate plačati. Ja. Ampak ja. Pa video je pa vse noter, pa 3D animacija, Ne, kako smo mi to... Lej. Če boste plačali, te vedeli. Ja, mogoče pa temu ni res. Bomo dali video podporo za 42 € na mesec, pa bo video. 3D animacije, kako to mi delamo, kako vadimo. Blooperji od tega, kako vadimo. Blooperji od tega, kako vadimo. Mi smo si en velik blooper. Ne rabimo. To pa vedeli. To je povedal. Se zdaj malo norca delamo. Ki je rekel, da je pred enim letom je knjigo, kako ljudi po internetu nategovati na roču, pa še danes ni prišla. Dajte, kar nakažite vi, pa bomo mi pol to že... Bomo zrihtali. Ja, vala, vse bomo zrihtali. Če pa slučajno na te videli, pa vam nekaj ne dela. Ja, pri nas dela. Ja, pri nas je vse. Pri nas je 3D, vse animacija, ja, AI, asistenti, to vse imamo mi to. Tudi za kripto vam pomagamo, kako svoj prvi milijon zaslužiti. Evrov. Vala. To vse do petka. Do petka. Mislim, ne, da se... Vala, mi nismo skenke unika, ki rečejo, da bojo v enem letu. Do petka. Pa da boste mogli delati. Ne boste treba delati. Kakšen del? Ne. Mislim. To vse. AI-ju daš sam nalogo. Ja. Tako. Sam prompt morate prav napisati. Ja. Bomo vam poslali PDF. Pa kje ne kazati. 100 € je. Tako. Koliko jih moraš nategniti? Pa 3 prijatelje prepeljte. Na svetu, da zaslužiš svoj prvi milijon s tem PDF-jem. Za 600 € ni treba veliko. Pa 3 prijatelje prepeljte. Vala. Pa ni seveda piramidni sistem. Ne. Absolutno ne. Kaj tazga pa mi nisem. Mi pa že ne delamo teh stvari. Ne, valjda da ne. Ja. Tako da in? Nič. Videl sem, da se pri nas na internetih, zdaj zadnje cajte hodim sam na LinkedIn in sem videl. Wow. Mislim. A ni LinkedIn sam en, ne, malo drugačen marketinško orodje kot Twitter. Ja, zdaj se neke družbeno-politične teme začele ufuravati. A to, ko si pošiljal za te nomadstvo. Da Slovenija, mislim, da Ljubljana ni dosti nomadom prijazna. Ne, pa se je rekel, da lahko bi bila bolj, ne, se je rekel, da je, ampak da lahko bi bila bolj, kar se jaz načeloma strinjam, ampak zdaj pa vprašanje, ne, strinjam se, da je bila lahko bolj prijazna, sam tako, kad pač mogoče pa ni treba, da smo. Mislim, v kakšnem kontekstu se pač... Te ljudje, ki pridajo, mislim, kaj moraš njim posebnega nuditi, ki ne bi oni sami prepoznali v državi? Ne vem. Ja, ne, to, kar se je sem bral par komentarjev, kaj recimo bi, ne vem, boljše povezave s svetom, mogoče več coworking placov za delati, itd. Ene par je bilo pač takih stvari napisanih. Boljša javna infrastruktura. Ampak, a veš, jaz sem se sprašal, te stvari rabimo mi najprej, pa unile. Ne? Jaz se čisto strinjam. Jaz se tudi strinjam, da digitalni nomadi ne pridejo, ampak predvsem ne bojo za to stanovanje. Še dražje, ko bojo oni... To se pa bo odrdil, ne? Airbnb je loadal, a veš, ko mora imeti tudi tak Airbnb, da se ne more tudi zdravle, ker niti Instagrama ne moreš slikati, razen če imaš ta socialistični paket. Ne? A ja misliš, da v terasastih blokih, recimo, ki so kao elitni, ne? Ja. Pri nas najbrž ne zgledajo dosti kul za... Če zgleda kot ciganski tabor. Za neko občo javnost svetovno, ne? Je to malo adijo. Ne, itak bi šle, mislim, se že zdaj cene obupne, ampak ja, bi šle vedeti, če bilo več. Ja, seveda. Se pravi, to je treba najprej regulirati, ne? Mislim, regulirati ta finančni trg, mislim, ne finančni, nepremičninski trg, da ne boš v božju, ne, pa pač v bistvu ne vem, zakaj bi najprej skrbeli za digitalne nomade, če ljudje, ne, a veš, če se voziš iz Šentvida v Zalog 2 uri pa pol. Ne? Ja, seveda. Z avtobusom. Zmisel digitalnega nomada je najbrž, da se ti ni treba zjutraj na šiht pelati.
Ja, sam če imajo oni slabe povezave, pa če pač Brnik je neka, veš, zadnja rupa nasvirala v resnici, ne. Pa če se z vlakom ne da prideti, ne. Mislim, ja, te stvari so vse res, sam so res tudi v obratno smer, ne. A veš, v Benetke je tudi nam ful težje prideti, ne vem, enemu, ki ima ful hiter vlak iz, ne vem, kje, Švica ali vadeva. Ne vem, ja, ok. Mislim, ne. Lažje digitalno nomaduje tam. Se mi zdi, ne, da je to digitalno nomadstvo je pač, da greš nekam, kjer je mogoče malo ceneje življenje, ne, ker je pač zate, da je življenje še zmeraj precej civilizirano, ampak hkrati pa cenejše kot tam, kjer bi ti eventualno živel, ne. Ja. Se pravi, ti lahko delaš svoje delo, delaš od kjerkoli na svetu, ne. Tako, ja. Pa še svet vidiš, mogoče, ja, tako, ne, in je mogoče, da ga ti v Ljubljani, ki ima v bistvu vso infrastrukturo, razmeroma normalno, pa bova rekla, da si z biciklom tudi povsod, ne. To je res. Ne, če lahko Amsterdam cel kolesar, ne, lahko pa tudi pač en digitalni nomad pri nas bicikl si renta, ali si ga pa kupa, ali pa Ja, ne vem, ali pa karkoli. si avantgov na Tako, bomba. ne, a veš. in je smisel v tem, ne, da ti pač ceneje živiš, dobivaš pa še zmeraj isti income, kakor ga imaš recimo v Londonu, Ja. in s tem si ti postal v bistvu gledano bogatejši, ne, ker stroški so ti padli, Ja, zaslužek je pa še zmeraj Več isti. imaš, Ne. In več imaš zakaj plusa. ti moramo mi omogočiti popolnoma iste pogoje, kot v Londonu, zato da boš ti ceneje živel? Mislim, Ja. kaj je z Mislim, vami, mislim. Se je tudi, ja, valjda. Ne? Ja, A veš, mislim, če gledaš Ljubljano, Zato, ali pa, ker smo neka slovanska vukojebina, kobajagina. ja, Mislim, da malo se pričakuje, jaz mislim, ne. Ja. A veš? Ja? ja. Ne, mislim, ja. Ne vem, po mojem zahod. Mislim, saj po mogoče moje- pa ne. Po moje Lahko pa- tudi teh nomadov ni toliko spet. Ja, da bi no, bilo- seveda. Seveda, nič ne. ni odzrihtan, pizda. Ne, Saj pa to- tudi- Mislim pa tudi tega res ni tok, ne, zdaj Po moje, ne vem. pa niti nismo čista vukojebina, no, mislim, Saj to, jaz lepo te mislim, prosim. Mislim, se malo hecu, ne. Ja, ne, Veš. in se mi zdi, da spet nekdo preveč pričakuje za, ne vem, zakaj. Ne, se to, kakor vem, je samo vprašanje postavil, kaj bi Ja, se Saj lahko njega je izboljša. zanimalo ga je tudi, ali On ljudje ni. mislijo, da bi več bilo tega boljša, manj bilo tega boljša. Kar v bistvu je fajn, Ja, ja. ker pač se je začela neka, mislim, bolj, da se začne nek pogovor na takem, a veš, iz Ja, neke ja. nevtralne pozicije, kada jaz bi imel pa ful digitalnih nomadov tle, ki bi delal biznis z njimi, dajmo imam- to zrihtati. Ker imam Airbnb, pa Ne. rabim. Mislim, ja, Da bi imel ene tri Ja, matke, bi trije. si nudil. Pa ja, veš, ne da si mu vsak teden rentati, zarabim tega za 4 mesece. Veš, Ja, da. tako. ja, valjda, ja. Je to, ja, sej, ne. ne, to pogledno razumem. Ne. Sam pač, dajmo imeti pol ta stanovanja na voljo, pa Ja. ne imamo praznih stanovanj, a več, ko so pač po Ljubljani, mislim pa po Sloveniji, polhanih. Ne. A veš, to je treba pač na sistemski ravni rešiti. Ne. Sam Dejstvo. problem je, ker tle pa ni politične volje. Ne. Ja. To je ta lepa floskula. Smo mi zdaj nekaj, Ja. čakaj sem jaz tudi, pravimo podcast. Ne, A sem kaj zašel? sam to je dejansko res. ne. Ja, ja, A veš? seveda, ja. Pač, Ja, lej, če mogoče- bi hotel, mislim, če bi hotel imeti pogoje ljudje za živeti boljše, bi pač mogli delati, da so prvenstveno za nas, kolateralna škoda je pa tudi, da Ja. digitalni Da- nomadi, turisti in ostali ljudje, ki prihajajo k nam na obiske, poslovneži, pač da imajo boljše pogoje, ne, Ja. za Jaz za mislim- bivanje. Ja. Ne? Jaz mislim, da imajo tudi prej ta politična volja, lihto, da imajo verjetno tudi kakšni politiki, Kaj kakšna- od tega? kaj od tega, ne, da kakšno investicijo v. Takrat se tudi volja pojavi, ampak to gre Ja, ja. bolj za posameznike, ki Glej. ne bi, mislim, Dej sem ker poštekel. ne Noben noče gradijo, ne drezati. gradijo neke infrastrukture, ne gradijo nekih, ni nekih investicij, od katerih bi lahko teli naši kaj pobasali. Sej Tako. to. Ne, tako da je, lej, še Haj, nekaj časa ne bo gradi se turbo veliko, ne veliko je telih stanovanj, ki se gradi, samo vse to je high level. Ja, Vse je visok standard. zdaj sem ugotovil, kaj pomeni ni politične volje. Ni projekta, na katerega bi se stranka lahko obesila s svojimi 10% ali koliko pač užalja. Ja, ne, ali pa pač. ali pa nek politik. Ali pa imeli dolgoročno kaj od tega. Tako. Nič mislim, ni zadeti v žep. Ne, Ne, pa ne, to mogoče- pomeni, da nič pa ni sej- zadeti v žep. Ali pa nobene koristi od tega. Tako, no, ne. jaz Saj ne ni bom šel. nujno, da je v žep. Tako žep, ampak ni koristi, ne splača se bocka z ljudmi, ki imajo veliko ljudi, imajo več kot eno, recimo, nepremičnino in če pol obdavčijo to,
se bo bolj veliko ljudi zbunil in to polem, ne bo imel tega političnega točke, tako, ne bo kapitala. Ampak spet mogoče nismo ta pravi couch analitiki za to. Ja, jaz sem bil na Twitterju 20 let skoraj. Tako da v bistvu si kvalificiran. Zlato značko. Zlato značko, vidiš. Ta je že platina. Pa si ugotovil, da nima smisla, ne? Ja. Si, ja, ne. Zdaj čakam sam še, da bom v live na ta nivo spravil, da ugotovim, da nima smisla. Ne? Da gost je še zmer tam, ali kako je že unata druga štorija. Da še zmer moraš je tudi darva po gost. No, ja, pustimo. V glavnem, nič nimam proti digitalnim manualom, sam se mi zdi pa mal butast razmišljati ne prvenstveno zaradi njih. Ker smo že večkrat ugotovili, ful stvari moramo zrihtati. Pa tudi večkrat smo že povedali, kaj je za zrihtati. Delovnik. Tovar Škordiš nič ne pokliče, ne tako da slaba. Tovar Škordiš, res, jaz sem malo razočaran, volitve so pred vrati. Zdaj, če hočeš imeti zmagovalno kombinacijo, kar naš delovnik je, prosim. 0-0. Plus bomo, če bomo naredili infrastrukturo, se pravi metro, pa to, ko smo se pogovarjali un dan, to kitajsko, v bistvu, kako je že magnetna železnica. Tip-top, po celovški logre, sploh ni treba nič riljati. A veš, pa v bistvu porihtaš tam, kaj na barju, kaj je problem, ker ne moreš, a veš, gorjo loh, ne. No, mislim, tisti nek stoji, ni v zraku, ne. No, se bomo pa malo večje pilote naredili. V redu. Dobro, hočem reči, da ta pilot, mislim, to moraš nekam postaviti, da tisti gor polce obes. Tisti je vse v redu, ne, sam glih sem to gledal, koliko je potrebna natančna izdelava, ne. Ja, tukaj je tega in če se peleš tamle do Leclerca po cestne, se je z unim ne bi vlakom pelil. To bi enkrat samo odletel. Tam bo pa tako, kot na slovenskih železnicah, da bo se boš prešaltil iz metroja na bus. Ja. Tako gremo pa peš mal. Do Lavrce pa šel pa lahko spet. Ker se že zrihta. Je pa res, da tam bajeno, recimo v Leclercu, pa tam so baje zelo slabo pač pripravili teren. Ja, se pravi. Če moraš znati, ne. Ena cesta je boljš narejena. Ne bi z unim metrojem, ne bi redke 300 prletov, ker po mojem, da glih pri Škofeljci nek se ustaviš. Čeprav tudi ta dobra cesta, kaj je naš znanc takrat povedal, da je ta dobra, pa se tudi skozi desetletja ni ista, kot je bila, ampak ni pa toliko vige vage, kot unata druga. Una, če gledaš v tem nakupovalnem centru, je čist vige vage. Čist sis. Lej. Pač tam tako je. Tam bomo nekaj drugega najdeli. Mogoče šel sam na glajze, vse tam je dosti placa. Droni ali pa neki. Ja, ne, to pač ni treba teh nosilcev delati. Da gre nekako drugačka pa je vse. Nič, da bomo mi slavkata 13 minut. Avizo. Zdravo, štoparke in štopari. Poletje je tu. Mi pa smo nanj pripravljeni, kako drugače kot z brisačo. To smo na ta radio untist našimo. Poletje je tu. Kot vemo, je brisača takole približno najkoristnejša stvar, ki si jo medzvezdni popotnik lahko umisli. Kljub temu, da še nismo medzvezdni popotniki, smo še vedno. Aljo? Peli in zi. Po bistvu tehnično gledano smo neki medzvezdni. Mislim, smo v vesolju, ne? Smo in potujemo medzvezdni. Tako da smo. Pozabite tisto, kar ste prej slišali. Zapisnik črtaj to. Scenariste odpuščamo, se pravi sam sebe. Ne, ni treba, ne, mislim, mislim, tako kot je bilo rečeno, ne, a veš, ne, če je lepota stavka v službi, mislim, da je stavk v službi lepote, ne? Tako kot so bili hroščati, krvoloki, malica, ne?
ne, zato ker se je lep slišal, je pač to čisto v redu. No. Je čisto v redu, to je res. V to pogled. Ne, sem hotel reči, pač, da bi se odpustil, da rabimo več podpore za scenarista in upeljal. Hvala za seribe.si in se zahvalil našim podpornikom, ker nas podpirajo že dolga leta. Ja. Tako, nekateri, večina. Hvala lepa. Ker mi še zmeram tele naše stvari, v bistvu mi pišemo sami, ne? Oziroma govorimo sami, ne? A ne, vsak drug bi rekel, kaj je to scenarista, to ajo, fuknaš pa naredi. To je vse še zmeram produkt našega uma in jezika. Trdega dela. Ja. Vse z roko narejen. Ja. Domače. Domače pa dober. Drug Wordfile imam. Drug Wordfile. Mislim, whatever. Tako da, gremo v prejšnjo epizodo, kva smo ušpičili, pa kva nismo. Pejmo. Da se kdo spomne. Ja. Konc je bilo. Drug udarc je bil z kladvom. To je bilo, kako je Mjolnir je. Vsak si mora en ime zapomniti. Mjolnir, ne morem. Mjolnir, vse je to. Mjolnir. Sam bi ga rad zumljal k tom. To pa verjetno vsi ne govorimo prav. To pa ne znaš. Če je zaphod, je tudi Mjolnir. A veš, kaj sem ugotovil? Pisa, sem hotel na monitor nastaviti. Sem ugotovil, da zdaj, kad Thor kliče zaphoda, Zef ga kliče v bistvu v angleški izvedbi. Ne. Pa mi moramo to posloveniti, ne. Moramo reči Zap. Ampak pol, če je pa Zap, je pa Zap Brannigan. Zap. Dobar, lej. Ja, no, lej, pač ne. Zap. Sorry, če mu reče Zap, mu reče Zap. Tako. Ja, se nimaš kaj. Nič. Lansiral ga je. Random je dobila prek unga Ubida zadnjo pošiljko gumice. Na šponu jih je gor na Mjolnirja in je poslal uvečenega velepoteža v stratosfero, glih takrat, ko je Artur v bistvu zažvalil Trillian po nesreči. Mislim, po nesreči. Mislim, ne po nesreči, uživljal je. Pač življenje je hotel rešiti. Ja. Mislim, še dobro, da... Sorry. Pogledal sem, kva ali dela, pa je flopo nazaj. A veš, swipe. Ta gib je znak, da človek ni preskrolil nazaj na začetek, tam, ko smo ostali. No, v glavnem, to je bilo to v bistvu, ne. Prej pa pač so imeli neke štorije in baldorije okrog stvari. Artur je ugotovil, da gre reševati Boverika, ne? Bovčija. Kako smo ti zanč rekel? Ti si bilo dobro. Zdaj. Velči, nekaj je bilo. Nisem... V bistvu ne, Artur se je odločil, da bo prevzel ono očetovsko vlogo. Ne. Tako. On je videl, ne, on je random gledal, ne, in je videl, da ljudje trpijo, ne, okrog njega. Mislim pa, da ona uživa v tem, kar se je zgodilo. Ja, ne, in to mu ni bilo kul. Pač povezal tele stvari. To je klic na pomoč, ne? Ja. A veš, to je ona se je počutila ogroženo, neki. Sej tudi ona mi je kunštvala, da mogoče ni bilo čisto redo. Ampak dobro. Ampak Mali imela mal dvome. Ne. Najprej ni imela zmagoslavja, poga je pa krmela. Mislim, pa je ugotovila, da je vse kul. Vse kul, ja. In takrat je pa Artur ugotovil, da zdaj pa treba da mora Ati nekaj povedati. Tako. In je stopil do nje. In razložil stvari. In je rekel, kva si naredila. Veš, tako, ko pošolaš otroka. Nič, ne. Itek standardno, in potem je naredil eno šolo, tako starševsko, in je razložil, da mama trpi in da pač tako je, da si je najdla nekoga. In da ne bo pač šel nikamor, da ne neha, da je bila tudi ona zaljubljena, ne.
Ja, seveda, in da pač mora nekako te stvari razumeti. Ne? In potem je ona nekako vseeno malo naredila neko recenzijo in je ugotovila, da mogoče res in je bilo malo žal. Ne? In je kar nekako Arturja z nekim spoštovanjem gledala, ker mislim, da ga prej do njega nekako ni imela. Ne, ni imela. Ne se je kar izkazal. In za razliko od Arturja je enkrat res v pravem trenutku prave besede. Ja. Bil je res, ko prav na mestu je bil. Prav, kar je čudno. Kar je avtor še par vrstic nazaj rekel, da se je še nikoli ni zgodilo. Tako. In pol je bil brat še hujši, ker je bil Artur kar malo ponosen na svoj izbruh očetovske moči in je rekel, ti mlada dama, me lahko kličeš ati, še vsaj 10 let. Veš, je dobro, ajde. Ja. No, pa pač, ker je bil Artur tako uspešen, je šel pa malo, pot v X je šel iskati, je šel malo Torčija pogledati v ta užgan X, ki je še od unga dne. Zdaj ne vem, kako so bile krave glih v X-u, da je on X. Ja, ti si bil velik X, ki ga je užgal noter. Ja, očitno, ja. Pa se veš, na random nekam pade, pa so lih krave tam pač jebet ga. Ja, pač tako je. I guess. Ja. Aha, no, pol je šel pa v bistvu Artur preveriti, še malo pošolati. A je mrtev ali ni, a veš, in je pač Thor poslušal, pač, kaj je že bilo. Thor je tam jambral, a ga je dobro mahnil, ni bil Thor je res je nesiguren. Čist. Thor je res en tak modern bog je, ki je... Se išče malo. Ja, res. Mislim, a veš, ima vse te tegobe sodobnega boga. Ja. A veš, mal bi rad izkazoval moč, mal je nesiguren in jo pol v nekem nepravem času izkazuje, zaradi te svoje nesigurnosti. Tako, pa se nazaj, ne bi jaz pa ta morija, to ni dober, pa pa tretji. Ampak zakaj ne bi živeli v miru, pa te fore, ne? Bi pa rad spet v A-ligo prišel, tam pa moraš pokazati pizda, da se ne zabavaš. Mislim, halo. Veliko tomu veliko pomeni, ne? Da se pokaže, ne? Ja, in hoče prijeti. Je mrtev, ne? Ja. Ampak Thor je že slišal, da se nekaj še sliši gor. Nekaj pokašljuje, pa nekaj. Da je slab, ne? Ampak da bo zgleda, da bo spelal. Še z enim udarcem ga bo pospravil. No, pa... Artur razloži, da pobje to pa zdaj ni več zabavno. Zdaj pa doze banci. Mislim, konc je, ne? To ni več smešen demo, ne? Dosti je bilo zabave, jaz sem imela svoj hec, to je to, ne? In pol valjda se še Ford umeša v to zgodbo, ne? Ker Zabhod ga Artur bi, da ga ne bi dokončal, ne? Zabhod bi kar bil za to, da se zrihta do konca, ne? Thor je itak neodločen. To je nekva bile, a veš. Tako malo... No, pa ugotovi v bistvu Thor, da ga od nekje pozna Arturja, ne? Kar iz nekje pride. Da mu je nek znan, da on se spomne stvari, ali se jih pa ne spomne. Da to ni pogost, da bi on imel neke medle spomine. Ne, točno, Artur mu reče, da je hotel prijateljico tako, da sta se na eni zabavi videla in pol je bilo Thoru tudi vse jasen, ker je ugotovil, da je bila ona zabava res... Ta moj rata, te prijavil, da na tisti zabavi sem zapravil toliko božganskih celih, da bi z njimi lahko poganjal imperialno vlado celo stoletje. Je bila dobra. Ta je bila kar dobra, No, ampak takrat se spomnimo, da ga je Artur v Kanu Thora, da je odprl vrata od zabave. Sam čudim, da Thor ni skozi se hočem nekaj nastaviti. Da je to razletel dol. Mislim, bi si kakšno strelo v ruku, pa pač ne vem. Dobro, pač ni, ne. Možganske celice se šle, pa valjda. Ne razmišljaš razsodno, ne. No, v tistem je pa so pogledali malo gor, pa so videli, da se že vrača, ne, Boverik. Da leti prketlem, ne, in kaj preletu ob tla, je iz njega tudi ven nesmrtnost skočila in jo ucvrla. In potem ga je hotel seveda Thor dokončati
Artur je apeliral na njega, da to ni lepo, da bi mogel, ne, in on je pač rekel, da se ne sekira glih za neka človeška življenja, da ima pač nek drug načrt. Ne? Zabhod, glede na to, da je bil menedžer, pa je imel pogodbo, še ne podpisano pogodbo. Od zadaj s Hunterjem, ne, je pač rekel, da je Hunterju obljubil, da to je do konca. To treba stavčkov treba, ne? Sam pa pride. Potem pa, se prebije čez množico. Lepo zdaj spet se prišla videti, kako njena ljubezen pada čez vse sfere, strato, uno, tretjo, ne vem, kakšne, ampak dobro. In pač izpove ljubezen do večenega velepoteža, ne, na glas pred vsemi in ne, to je to. Ja, ne, in pač Thor je tudi rekel, ne, se on hoče, da ga ubijemo, ne, mislim, kje zdaj kompliciramo, ne, in pa so mu razložijo, da ne več, ne, in so čakali sicer še Boverikov odgovor, ne. Boverik je povedal, da ne bi bil več ubit, ne. Ja, da zdaj pa malo... Ja, in zdaj kako to skrb zapeljati, ne, in pol je bil valjda spet ta gladiatorski konc, ne, tega dvoboja, ne. Ki je v bistvu spet ga Zabhod rešil, ne. Ja, z PR-ovskim trikom, ne, da je zdaj pa Thor usmiljeni. Thor usmiljeni. Pa še odpovedal se je Siru. Se je mogel Siru. Nekaj je mogel dati. Pa je on itak se ne maram Sira. Odpovedal se je. Sirari so premagali. Zmagali smo. Mislim, Zabhod je totalno totalno hud je ratu pri vseh teh, mislim, obrača stvari tako, kot se mu zazdi, veš, pripele ene iz tam, iz ene paralelne vesolja, druge paralelne vesolja, biznis dela, Thora, menedžer, džan, pol, ki gre vse narobe, obrne prav, mislim, on bi mogel biti master spinster, tlele. Predsednik. Ne rataš predsednik, kratko, moraš imeti nekaj. Ampak vmes pa prizna, da sploh ne ve, da v bistvu on živi trenutek, baby. Veš? Zelo dobro surfa. No. Ne, tudi te naše politike gledaš, ne ugotoviš, da je v bistvu ista zgodba. Ne? Ja, valjda. Vidiš ga, da mu ni nič jasen, ne? Ampak lej pizda nekako zna navigirati. Če te prav zna spelati. Čez vse tisto. Ne? Reč, da si rari so, lej, ki so pušnali pizda, lej, kako so jih dobro nagodili. Sirčke. Ne? Prav cajt. Valjda, velepo, da še premagal, odrekel se je Siru, pa sprejel Thora za Boga. Jaz mislim, da se nasplošno premal pripisuje neki sreči. Ne? Veš, ne, to, pač, da zna v ta pravem trenutku nekaj narediti, moraš imeti malo sreče. Ne? Se bi lahko stvar čisto drugače šla. Ne? Ja, seveda. Ja, veliko stvari je šlo v zgodovini, tako da je bilo tudi veliko sreče vmes. Itak. Pa tudi veliko slabih stvari. Ne. Mislim, sigurno, veš, no, ampak recimo... Mislim, zmer se mora stvari poklopiti. Ne. Tako, ja. A veš, kad drugače se pač nekako morajo imeti nek družbeni konsens, ne, da se v bistvu zgodijo. Ne, veš, nekaj se mora prej pripraviti. Koliko enih ljudi, ne vem, naredi neko pravo stvar, ne, in zdaj, ne vem, mogoče sam enega poznamo, ki je naredil pravo stvar, čeprav je že tudi kdo prej to naredil. Ne. Sigurno, sigurno. Tako da pol v bistvu, kaj se zgodi? Enač, romantičen razplet. Triljan in Bovči, oziroma celo Thor ga pol odnese v ladjo. A točno, še v ladjo mu dali nazaj, ker v bistvu je bila od fotra, ki je ni maru, pa unga računalnika še manj ni maru, računalnik pa tam skoraj računalnik je čist navdušena je čist. Navdušena je čist. In ga da uno plazma kupela neki, ne vem kaj. Ja, še prej mu je pa, ne, da povemo, ker smo prej na začetku omenili brisačo, ne. Ja, mu je dal pa Ford malo brisače za požvečati, ker je bila una protibolečinski vogal mu je dal. Ta plav kot je posrko. Na klofen kruatro. Vse ta plav kot, ja. Plav kot, vse to. Ja, tako da zdaj ga je v bistvu še Thor priključil, po mojem ta na hud del une mašine za življenje, ne? Ker je rekel, da neki dni bo trajal, tako. Noro mi je bilo, zakaj ni imel on na ladji, a veš, une kabine, ne? Vse je imel? Ne, on je imel plazma posteljo.
Ja, po moje plazma postelja jača kot kabina. Ja, mogoče sam tako, mogoče pa... Mislim, da je plazma postelja... Je pa res, a veš, te moraš stati v kabini, ne? Tukaj se pa uležeš. Ja, ki je rekel en teden plazma postelja. En teden je bilo. Ne, to, da, a veš, po moje se moraš še kaj zaceti, pa da ne zna hudične. Ledvične kamne že, malo časa traja. V parih minutah že boš počutil, da stvari so šle na boljš, ne? In tudi s Trilliansa se tako je bilo, to je šprica, levo in desno, mislim tako. Ja, takoj ste se malo pošalila in ugotovila, da morate iti nekam drugam, pa in ste šla malo žaliti ljudi. Ja. In je bilo ful dobro. Res je bil romantično, odjahala sta v sončni zahod. Jaz se zdaj, po mojem, ko smo pa to povedali, da jih ne bo skrbel do drugega tedna, če je v redu. Je bil v redu. Bovči v redu. Bovči in Trillian in Bada. Da naše poslušalce ne bi skrbeli do drugega tedna. Gremo lahko zapremo tole, ne za danes. Ja, po mojem, da ja. Pa ne, si v konec poglavja. Ja, se je to. Mislim, halo. Tako. Ne, čeprav je bilo debes, ko sem se pogovarjala, koga bi šla v žart, pa ne vem, nekoga nekam, pa ga Trillian vpraša, kakšno biti pa živijo tam. Sami kreteni, totalne riti. In je že pognala mašino in sta šla v sončni zahod, točno tako, ja, z nočnim nebom se je zlila ladja in je bilo to... Ja, res, ful je bilo dobro. Janač, najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo zvedeli, da je Poverik Velepotež preživel udarec Thorovega kladiva. Drugi udarec Thorovega kladiva. Drugi udarec, ki ga preživijo samo ljudje za uno mizo. Tam že. Ta dolgo. Ja, tako. Že ta prvega, ne? Ja, že ta prvega, ja. Kaj šele ta drugega? S elastikami gor. Ni pa več, ne... Ni pa več nesmrten, tako da zdaj ima sam še pol življenja s Trillian. To je bila dobra knjiga, ki bi se skregala čez 20 let. Ja. Mogoče še prej. Ja, smešanje. A veš, nikoli ni... Romantične zgodbe se zmeraj končajo tam na unmu koncu, ja, ko greš to sončni zahod. Da bo sončen zahod trajal večno. Tem, ko se problemi začnejo. To je tako, kot reklame za kredit. Ki ga dobiš, si vas nasmejan. Isto. Ja. Reklame mogli snemati za kredit, ki je pol z unimi, ki so ga že plačali. Veš, vidiš ga 70 let, ves fukan, otroci ga namarajo izžet, ja. In zdaj sem pa to plačal. Zdaj sem pa to plačal. Ja. Zdaj pa lahko počasi. 34krat preveč. Ja, itak, ne, valjda. V glavnem, z vami smo bili. Ne, še peli po. Ja, ne, vse je v redu. Državno mrežo smo že povedali, da niso od Bog ve kva. Pejte ven. Pisence, pejte ven, sonce. Dihati sonce, untret. Dihati, predihati. Plavite. Hodite. Majte brisačo. Spoznavajte se z ljudmi. Ja, to. Kakšno lepo rečete. Pohvalite ljudi okrog sebe. To zmeraj pomaga. Pozdravite. Bodite prijazni. Ja. Boste videli, da boste na koncu tudi se vi bolj počutili. Tako, sigurno. Absolutno. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, _si. Hvala. Hvala lepa. Čau. Lepo se majte, pa rad se majte. Tako je. Tako. Pa sem še eno od brisače pozabil. Prej sem šel potuž, da ne bom bazdil. In si brisačo pozabil. Sem pozabil brisačo. Najprej sem pozabil brisačo, potem sem ugotovil, da sem pozabil še štumfe in sem še gor po štumfe. Štumfe smo imel gor. A to imaš vse klej? Ja, ko imam rezerve za laufat. Pa se je že zgodilo, da sem prišel v dežju, pa da sem imel mokre superge, pa pol kačeš. Mislim, se sem razmerjen, da kačkam štumfe, samo da je še ne vadil.